Hvaljen Jezus in Marija. Dragi bratje in sestre, ki spremljate to oddajo, skupaj zmolimo eno zdravo Marijo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naše smrtne ure. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Pridi, Sveti Duh, pridi pomogočni priprošnji brezmadežnega srca Marije, tvoje preljubene veste. Danes na Veliki četrtek se vzpenjamo z Jezusom in apostoli na Sionsko goro, v hišo na Sionski gori, v dvorano zadnje večerje. In tukaj smo prisotni, ko Jezus postavi pri zadnji večeri ta veliki zakrament svete Euharistije, svete maše. To v svoji ljubezni do konca. Ta ljubezen do konca sega v brezmejnost in sega do konca časov. Kajti v sveti Euharistiji bo Jezus vedno z nami kot Emanuel, se pravi Bog z nami. Ko reče apostolom, to delajte v moj spomin, postavi sveti red duhovništva, posveti apostole v duhovnike. Daj se vprašamo, kakšen je bil odgovor apostolov na ta veliki čudež, neizmerni čudež Jezusove ljubezni. Takoj vidimo, kakšen je bil njihov odgovor v Getsemaniju, medtem ko je Jezus potil krvavi pot in doživljal smrtni boj, so apostoli spali, niso mogli niti eno uro čuti molitvi z Jezusom. Potem vidimo Judeža Iškariota, ki s poljubom izda Jezusa v roke njegovih sovražnikov in ga proda za 30 srebrnikov. To torej je bil odgovor apostolov na ta veliki čudež ljubezni. Jezus je pripravljal ta čudež ljubezni svete Euharistije svojim euharističnim govorom v Kafarnaum, potem ko je v puščavi nasitil množico ljudi. Pravi v sinagogi v Kafarnaumu: jaz sem kruh življenja, kdor je od tega kruha bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom jaz dal, je moje meso za življenje sveta. Torej, mnogi izmed učencev so se zgražali nad tem govorom, ker so mislili, da Jezus hoče napraviti za ljudožerce. Toda Jezus je rekel: duh je, ki oživlja, meso ne koristi nič. In tukaj imamo veliko razlago svetega Cirila Aleksandrijskega v 5. stoletju o tem euharističnem govoru, v katerem pravi, da Kristusovo telo je po vstajenju od mrtvih oživljeno od svetega duha in oživljajoče. Se pravi, ko prejemamo sveto obhajilo, nam Kristusovo telo predaja Božje življenje. Kristusova človeška narava je poveličana, je hipostatično zedinjena z drugo Božjo osebo in poleg tega še oživljena od svetega duha. Zato deluje oživljajoče na nas, podarja nam Božje življenje. Torej, to misel ali trditev nauk svetega Cirila Aleksandrijskega najdemo tudi v drugem Vatikanskem koncilu. Pri sveti maši se torej darovi kruha in vina spremenijo v Kristusovo poveličano telo in kri. Ta čudež se imenuje transubstanciacija. Substanca ali podstat se spremeni, kakor uči tridentinski koncil,
zoper protestante, kajti Luther je zanikal ta čudež. Torej je tajil čudež svete Euharistije. Medtem kot Tridentinski koncil uči zoper Lutra in protestantizem, da resnično se izvrši transubstanciacija, da se darovi na oltarju spremenijo v Kristusovo poveličano telo in poveličano kri. In da je Kristus navzoč v sveti Euharistiji v celoti svojim božanstvom, svojo poveličano dušo in svojim poveličanim telesom. Bodi si pod podobo kruha, bodi si pod podobo vina. Torej, sveti Janez Krizostom, ki je bil škof v Carigradu v 4. oziroma deloma 5. stoletju, torej pravi, on je prejel naslov evharistični doktor. Pravi, Kristusova kri, ki jo prejemamo pri sveti maši, povzroči razcvet naše kraljevske podobe. Rodi nedopovedljivo lepoto. Ta kri je očistila vesoljni svet. Mi pri sveti maši stojimo skupaj z angeli in nad angeli, ter oblečemo, ko prejmemo Kristusa, oblečemo našega kralja. Torej prejmemo Kristusa, ki nas oživlja, ki nas pobožanstvuje. Zato pa pravi, tisti, ki pristopajo k svetemu obhajilu, morajo imeti kraljevsko obleko, morajo imeti svatovsko obleko, kajti drugače, če bi v stanju smrtnega greha prejemali pravi Kristusa, potem bi Kristusa križali, kakor so ga križali Judje. Torej, zato je cerkev že po navodilu apostola Pavla, da kdor nevredno je Kristusovo telo in pije njegovo kri, torej je in pije svojo lastno obsodbo. Če smo v smrtnem grehu, ne moremo pristopiti k svetemu obhajilu, ampak moramo najprej se spovedati, da znova prejmemo svatovsko obleko posvečujoče milosti. Med drugim Vatikanskim koncilom se je začela širiti kriva vera, torej iz Holandije, ki taji resnico o transubstanciaciji, torej pri sveti maši. In sicer zamenja ta izraz izrazom transsignifikacija, češ da ti darovi, nad katerimi duhovnik izreče besede, spremenijo za nas spremenijo svoj pomen, ampak se ne spremenijo v Kristusovo poveličano telo in kri. In potem pravi ta herezija, da nastopi tudi transfinalizacija. Sedaj ti darovi, nad katerimi so bile izgovorjene posvetilne besede, imajo drug namen, in sicer namen, da stopimo s Kristusom na zadnjo večerjo, da smo navzoči pri zadnji večerji, pri bratovski gostiji. Torej, tukaj ta kriva vera dejansko sprejema nauk protestantizma, kajti po protestantizmu sveta maša je samo spomin, torej na Jezusovo zadnjo večerjo. Ko je Pavel VI torej videl širjenje te herezije iz Holandije v cerkvi, je napisal veliko okrožnico Skrivnost vere leta 1965, kjer je zavrnil to krivo vero, ki uniči vero cerkve v sveto Euharistijo. Ker se ta herezija ni nehala širiti še naprej v cerkvi po raznih deželah, zato je Janez Pavel II. Leta 2003 napisal okrožnico Cerkev iz Euharistije, kjer je temeljito razložil skrivnost, torej svete maše in svete Euharistije, saj je bil sam velik častilec Jezusa v sveti Euharistiji. Potem Janez 23., torej ta duhovni oče drugega Vatikanskega koncila, je videl vrhunec adžornamenta, to se pravi podanašnjanja, posodobitve, evangelske posodobitve cerkve v euharističnem življenju in češčenju. Pravi, to bo novi dan. To bo novi dan, torej Euharistije za cerkev, in to bo tudi
vrhunec nove dobe. Torej, nažalost se je pa po drugem Vatikanskem koncilu, kakor sem omenil, ta herezija torej širila in s tem tudi izguba vere v Sveto Evharistijo. Namesto novega dne torej vstopa polarna noč, izguba vere v Sveto Evharistijo. Potem, leta 1968 je Pavel VI izdal pomembno množnico o posredovanju človeškega življenja, Humane Vitae, v kateri je ponovno predložil evangeljski in biblični nauk. Pravi, spolna dejanja krščanskih zakoncev morajo biti odprta za ljubezen in za življenje. To je moralna norma v zvezi z 6. Božjo zapovedjo ne nečistuj. Mnoge škofovske konference v Evropi in drugod po svetu so sprejele protestantsko načelo o svobodni razlagi. Papež je tako pač odredil v Rimu, ampak torej vsak zakonci naj se ravnajo po svoji vesti, ali lahko sprejmejo ta nauk papeža, lahko pa tudi ga ne sprejmejo. Torej, s tem so odprli torej, pot enemu smrtnemu grehu in so sprožili torej, plas bogoskrunskih obhajil, ki je naraščal do današnjega dne in ki rani srce Cerkve, ki je Jezus v Sveti Evharistiji. Te škofovske konference so odprle eno luknjo na dnu ladje Cerkve in sedaj vidimo, da celotna ladja Cerkve se potaplja, ker oni so sprejeli, dovolili en smrtni greh. Iz tega potem je začela izhajati tudi izguba čuta za greh in potem izginjanje zakramente sprave. Tako večkrat, ko sem bil v Nemčiji in imel binkošne dvorane, torej sem videl, da ljudje, ki mnogo let ali še celo več desetletij niso bili pri spovedi, vendar pa vsi pristopajo k svetemu obhajilu. Torej, to so gotovo bogoskrunska obhajila. Potem vidimo, da tukaj so se odprla vrata tudi demonu nečistosti. Torej, ta armada demonov nečistosti divja sedaj po vsem svetu in uničuje vse narode na zemlji. Torej, ta demon nečistosti je vdrl tudi v krščanski zakon in tukaj, ko ta demon nečistosti vre, ta strašna zvir demon nečistosti vre v krščanski zakon, potem postane življenje v zakonu neznosno. Kajti ta demon nečistosti priganja zakonce noč in dan, da nimajo miru in z egoizmom potem povišajo spolnost v najvišje božanstvo. In zaradi tega, potem zaradi egoizma, postane življenje v zakonu neznosno in potem zakon razpade. Vidimo ogromno število ločenih razpad torej krščanskega zakona. Torej največje žrtve potem so seveda otroci. Zdaj mladi, ki gledajo ta strašni polom krščanskega zakona, se nočejo več niti poročiti, ampak živijo, kot pravimo, na koruzi in tako se predajo temu demonu nečistosti še pred zakonom in se sploh ne poročijo. In torej to je razpad krščanskega zakona, ki vodi tudi v razpad družine, v razpad naroda. V zvezi s tem bi omenil tudi ideologijo spola, kakor uči molekularna biologija. Torej, pri moškem, ki tehta 70 kilogramov, torej je v njegovem organizmu okoli 100.000 milijard moških celic, v ženskem organizmu okoli 100.000 milijard ženskih celic. Tako da molekularna biologija pravi zoper to ideologijo spola, da ni mogoče spremeniti spola, ker bi morali zamenjati 100.000 milijard celic pri moškem ali pa pri ženskem. To je pa nemogoče. Zato te kirurške operacije
ne dosežejo svojega učinka, ker ni mogoče, ker je Bog stvaril človeka, moškega ali žensko. Torej, spričo tega pohoda demona nečistosti ostane rešitev samo po Kristusovem križu. Torej, da sprejmemo Kristusov križ, da zakonci sprejmejo Kristusov križ, da spolnost ni božanstvo, ampak je podrejena določenim zakonom in 6. Božji zapovedi. Pod križem imamo Devico Marijo, torej, ki je vztrajala z Jezusom v njegovem trpljenju, torej, zato je treba sprejeti trpljenje križa, odpoved in žrtev, posvetitev Marijinemu brezmadežnemu srcu in molitev rožnega venca je potrebna za rešitev krščanskih družin. Torej, za uvedbo prave zakonske sreče v krščanske zakone. Kajti brez Boga, brez Kristusa, brez njegovega križa in vstajenja in brez molitve rožnega venca ne bo vstajenja tudi krščanskega zakona. Hvaljen Jezus in Marija.